SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lep pozdrav v novem SBC-evem podcastu. Danes bo tema res aktualna, pa se to vedno rečemo, ampak ko govorimo o tem, da si želimo boljšo Slovenijo, da si želimo boljšo družbo, da si želimo več izobraženih ljudi, potem je treba začeti na začetku, pri vzgoji in pri šoli, šolstvu, šolanju. Prejšnji teden smo izvedeli, da bo šolski minister odstopil, ker se želi vrniti nazaj v akademske vode. Predsednik vlade je takoj ponudil novo ime. Smo sredi mandata te vlade, torej znova menjamo ministra za šolstvo. Slišali boste, koliko ministrov smo v naši zgodovini že zamenjali, pa si seveda lahko tudi odgovorite, kaj to pomeni za slovenski šolski sistem. Ampak ni problem zgolj v ministru. Problem je tudi, da nimamo učiteljev. Problem je, da naš šolski sistem morda ne sledi svetovnim trendom. Pa še kaj. Zato sem v studio povabil 3 sogovornike, 2 sogovornici in sogovornika, predsednico Združenja ravnateljev in podravnateljev. Lep pozdrav, gospa Mojca. Dober dan. Že drugič v tem studiu, ampak prvič ste rekli Bob večkrat, pa sem vas zato povabil. Verjamem, da bova tudi danes razvila tako debato. Na moji desni Lucija Tacer, lep pozdrav, poslanka Svobode. Pozdravljeni. Vladajoča stranka, pa mladi ste, tudi zato sem vas povabil, ker ste ta nov val v slovenski politiki, pa tudi v slovenski družbi, pa še odločevalka ste, zato sem vesel, da ste se odzvali vabilu. Hvala. Hvala vam. In pa profesor, redni profesor na Alma Mater, človek, ki veliko pove o vzgoji, pa tudi o psihologiji, pa še marsičem. En lep pozdrav, gospod Sebastian. Jaz sem z imeni malce bolj slab, ampak ko sem se pa pripravljal in pogledal nekaj vaših podcastov, kjer ste govorili, ste pa povedali tisto, kar radi ne slišimo, se pa moramo na žalost veliko pogovarjati tudi na primer o vzgoji, ko gre za permisivno vzgojo. Tam ste rekli, pa zakaj o tem govorimo, se vsak človek ve, da to ne deluje, ne? Lep pozdrav in hvala za povabilo. Ja, to je bil zdaj en kratek uvod, ampak zdaj pa gremo kar na slovensko šolstvo. Morda, če začnem z vami, gospa Mojca. Koliko učiteljev, zdaj smo zakorakali v novo šolsko leto, je premalo po Sloveniji? Razlike so kar velike, nekateri rečejo do 5000 učiteljev, drugi pa rečejo tam do 3000 učiteljev je premalo. In seveda pod vprašanje, kaj pomeni, da vstopimo v novo šolsko leto, pa imamo že na začetku jasen problem in to je, da učiteljev ni dovolj, kar pomeni, da je verjetno tudi zelo težko sestaviti nek dober proces učenja. Ja, vprašanje je zahtevno, predvsem zato, ker je bilo letošnje leto, govorimo o koledarskem letu, posvečeno iskanju kadrov za šole. Nikakor ne samo učiteljev, manjkajo nam tudi kuharji, pa čistilke, kot je že gospod omenil, manjkajo nam spremljevalci in vse ostalo pomožno osebje, ki ga pač v šolah potrebujemo. Kako začenjamo? Z veliko entuziazma, jaz temu rada rečem s čarovniškimi triki, namreč še vedno živimo svoje poslanstvo, da zagotavljamo najboljše možne pogoje za našo prihodnost, to pa konkretno pomeni za otroke, ki se šolajo pri nas. Kar se tiče samih številk, kar ste vprašali, je tako, če vprašate ministrstvo, imajo oceno, da manjka 500-600 učiteljev. Mi smo spomladi naredili eno raziskavo, mini raziskavo med šolami, od vrtca do konca srednje šole in takrat smo s neko projekcijo ugotovili, da ocenjujemo, da manjka samo strokovnih delavcev v šolah 4 do 5 tisoč. Sedaj smo anketo ponovili in pač dodatno vprašalnik ravno zato, ker ocenjujemo, da se stanje slabša in preliminarni rezultati to absolutno kažejo. Tako da zdaj ocenjujemo, da je številka že bliže 6 tisoč kot tistemu, kar je bilo prej. Je pa tako, moram vendarle dodati, da nadomeščamo manjkajoče učitelje z vsemi mogočimi ljudmi, ki imajo vsaj približen občutek za predmet in pa odnos do otrok. To je tisto še vedno, kar je v osnovni šoli najpomembnejše. Prebral sem, da ko so lani pogledali, koliko učiteljev poučuje otroke, pa nimajo vseh teh referenc, ki so potrebne, je bila številka, mislim, da nekaj čez 600. Kaj to pomeni? Da so tam ljudje, ki bodo nekoč učitelji, pa še niso opravili vseh izpitov, ali so to ljudje, ki ne bi smeli biti učitelji, če bi vse delovalo normalno? Ja, tudi med učitelji, ki imajo vse zakramente, so taki, ki ne bi smeli biti tam, kjer počnejo. In to je ena napaka v sistemu, ki jo pa pozna vsak poklic. Ampak, če raje odgovorim na vprašanje, ki ste ga zastavili, med temi strokovnjaki so 3 sorte
recimo temu nadomestnih učiteljev. Eni so tisti, ki še niso končali študija oziroma morda so že celo pridobili izobrazbo, pa še nimajo strokovnega izpita. Potem so ljudje, ki imajo visoko izobrazbo, že tudi nekaj življenjskih delovnih izkušenj, pa so se odločili iti v šolstvo, tako da ti imajo možnost narediti prekvalifikacijo za pedagoški poklic. Potem je pa še tretja, oziroma celo 4 so. Tretja skupina so študentje, ki jih enostavno sedaj potegnemo tako rekoč študentskih klopi za to, da zagotavljajo vsaj približno nek pedagoški proces tem otrokom, ki so v šolah. No in četrti so pa ljudje, ki bi jih morali pustiti pri miru in samo njihovo modrost uporabljati, to so pa upokojenci, ki jih je tudi kar nekaj v naših šolah zaposlenih, enostavno zato, ker so tako zelo predani šolstvu in vedo, kakšna stiska je v šolah, da so se odločili reaktivirati in potem upravljajo naprej ta čudovit, ampak zahteven poklic. Gospa poslanka, bom zdaj rekel, koliko se v Državnem zboru ukvarjate s tem, kar smo zdaj slišali? Ne? Problem seveda ni nov. Ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem videl, da na Ministrstvu za šolstvo ocenjujejo, da so vedno valovi, da je enkrat premalo, potem pa je preveč učiteljev, da bo ta največji manko leto 2027, potem bo pa bolje. Ampak vendarle, mi smo zdaj v letu 2024, otroci v šoli sedijo pridno in potrebujejo učitelje, ampak učiteljev pa ni. Koliko je to na dnevnem redu v poslanski skupini največji v državi, torej v Svobodi? Kot veste, je en izmed glavnih faktorjev za motivacijo, recimo, ki se izpostavlja tudi iz stroke, so plače, in to je gotovo na dnevnem redu, pač ne samo naši poslanski skupini, ampak vlada se za to prizadeva in so zdaj pri koncu. Ampak jaz mislim, da je to gotovo ena širša slika, zakaj nam primanjkuje učiteljev na eni strani, zakaj morda se ljudje ne odločajo za ta poklic, na drugi strani pa, kot smo že v uvodu diskutirali, nam primanjkuje kadrov na večjih področjih in je to nek državni problem, a ne, da v bistvu rodnost ni tako visoka, kot je bila včasih. Tako da v Državnem zboru bi jaz rekla, da se z različnimi vidiki te problematike ukvarjamo gotovo dnevno. Šolstvo neposredno, mislim, da je en tak resor, kjer res vidim, da v teh 2 letih, kar imam izkušenj, da se premikajo stvari počasi, kar tudi morda je dobro, a ne, da neke nepreizkušene rešitve ne stestiramo, kot bi rekla, na učencih. Ampak iz mojega vidika jaz poskušam kot glas mladih v parlamentu delati na temu, da v bistvu motiviramo mlade ljudi, da so aktivni v naši družbi, in mislim, da prek tega bo raslo tudi zanimanje za najbolj družbeno odgovorne poklice, in biti učitelj je gotovo eden izmed najbolj pomembnih. A ne? Dala ste mi nekaj dobrih izhodišč, pa se bom vrnil k vam o tem, da se počasi premika, pa da je včasih treba res biti previden pri spremembah, ampak morda, če še postavimo vprašanje o tem, kar smo slišali, ne, da se otroci oziroma da se mladi premalokrat odločajo za poklic učitelja. Podatek kaže, da v državah OECD-ja mislim, da je manj kot 10 ali pa celo manj kot 8% učiteljev mlajših od 30 let, kar je res zaskrbljujoče. To kaže, ne, da res mladi ne želijo biti predvsem učitelji za najmlajše. Ampak kaj je narobe? Včasih je bil poklic učitelja najbolj spoštovan poklic. Ja, če damo zdaj na stran to plačo, ampak se plača marsikje ni zdaj čisto ta prvo gonilo. To, da želiš predajati znanje, je namreč več, ne, kot pa zgolj plača. Ampak zakaj torej kot družba ne znamo navdušiti ljudi, da postanejo učitelji? Ja, vsekakor modri, pametni ljudje in modre, pametne družbe stvari rešujejo preventivno. Kakorkoli že obrnemo, mi se na področju problematike vzgoje in izobraževanja danes ukvarjamo z kurativo. Mi smo pravzaprav z danes na jutri izvedeli, da nam manjka 4, 5, 6 tisoč učiteljev, niti točno ne vemo, koliko učiteljev. To pomeni, da je politika dejansko 2-3 desetletja gledala v stran oziroma ni delala, ni upravljala svoje naloge, svojega poslanstva, ki so jim jo državljani zaupali. Zdaj, sam mislim, da je temeljni vzrok v prejšnji prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema, ki je nekako odprl vrata in vzpostavil pogoje,
da se je učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem oziroma vzgojno-izobraževalnim zavodom kot takšnim na neki sistemski ravni odvzelo neko strokovno avtonomijo, integriteto in dostojanstvo. Danes je toliko predpisov, toliko uredb, da v šoli več sploh ne vejo, kako naj delajo. To pomeni, da je sistem prisilil učitelja v vlogo notarja. Torej, notar, on ima certifikat, da ne sme biti kreativen. On ne sme biti, ker ti od notarja pričakuješ, da naredi točno tako in tako. Biti učitelj, biti vzgojitelj pa je daleč od notarskega poklica, pa zahteva eno razvito osebnost, prilagajanje, individualni pristop in tako naprej. Vsak otrok je drugačen, vsak otrok je zgodba zase. Nekateri izhajajo iz urejenih družinskih razmer, drugi so spolno zlorabljeni, da v duševnih stiskah in tako dalje in tako naprej sploh ne govorimo, koliko je pritiska iz strani staršev, od zgora in od spodaj. To pomeni, mlad človek se vpraša, zakaj bi jaz sploh bil učitelj, če je to poklic, ki ni spoštovan. Včasih je to bil eden najbolj spoštovanih dostojanstvenih poklicov, tudi v skandinavskih državah, ki se mi tako radi zgledujemo, je. To pomeni, prenova vzgojno-izobraževalnega sistema mora biti celovita in se mora dotikati tudi še v največji meri pedagoških fakultet, ker če pogledate Harvard, Cambridge, Oxford, to so najvišje kotirajoče univerze, ki imajo zelo visoke šoline, tudi 90-100 tisoč evrov na letni ravni, pa verjemite, nimajo težav z vpisom. In tudi vse raziskave, ki kažejo motivacijo na delovnem mestu, plača nikoli ni na prvem mestu. Treba dostojno, ustrezno plačati, na vzgojno-izobraževalnem sistemu absolutno treba plače dvigniti, ampak jedro problema vendarle ni tam, ampak je nekje na neki globlji ravni. Pa bom zdaj vrnil žogico. Res je, vlada se pogaja s sindikati javnega sektorja, tudi šolskim sindikatom SVIS, o plačah, o tem, da je treba pač za dobro delo, dobro ljudi tudi plačati, kar je seveda prav, ampak po drugi strani pa, a bo to pomagalo? Preden dobimo učitelje, seveda preteče kar veliko vode, veliko časa je potrebnega, tako kot pri zdravnikih, ne? Ena rešitev danes prinese novega zdravnika čez nekaj let. Z avtobusom ste rekli, da ste prišli na ta pogovor. Velikokrat sem videl avtobuse, kjer oglašujejo, članite se v Slovensko vojsko, postani vojak, v službi domovine. A v službi domovine nisi, če si tudi učitelj? Po mojem mnenju si. In ravno zato sem tudi odgovor rekla, da je to širši problem. In tudi ni samo na tem področju. Učiteljstvo je gotovo ključno za našo prihodnost, ker vzgaja naše otroke in res mislim, da ga trenutno cenimo premalo, ampak veliko družbenih poklicev, poklicev v naši družbi pač mora delovati zato, da dobro funkcioniramo in ravno to, kako peljemo diskurs, bo tudi oblikovalo to spoštovanje, a ne? Tako da jaz mislim, da je ključno, da gradimo nek sistem, ki nagrajuje družbeno odgovorno delo, ne pa mogoče tisto delo, ki je najbolje plačano, tudi iz vidika spoštovanja. In to lahko počnemo tudi preko izobraževanja, preko aktivacije ljudi v naši demokraciji, a ne, da se o tem pogovarjamo. Zdi se mi, da tudi ko damo več razpisnih mest za učitelje, da to ne reši problema, ker se potem ti mladi ne odločijo, da bi dejansko prišli v osnovne šole ali pa v srednje šole, si izberejo poklic, ki je drugje, več kot desetletje ste ravnateljica, da ta prvi krog o učiteljih, zakaj je premalo zanimanja, nekako zaključimo. Kaj pa vi mislite? Je bilo dovolj strani tega ministra, ki zdaj odhaja, pa prejšnjih ministrov narejeno, da bi poklic učitelja bil spoštovan, dobro plačan in tudi zanimiv? Ne morem soditi o delu 22 ministrov, ki so bili v teh 20-30 letih, kar je absolutno prevelika številka, zato da bi šolstvo, ki je tako rigorozen sistem in pravzaprav kot tak steber družbe, da bi torej šolstvu pomagali, da ohrani svoj status. Bi se pa odzvala tukaj na nekaj iztočnic, ki ste jih vmes povedali. Ena je bila zanimiva, ko ste rekli, otroci, ki pridno sedijo v klopeh, ste vi omenili. Otroci že zdavnaj več ne sedijo pridno v klopeh, to je še tista romantična predstava, ki jo velikokrat tudi televizija pokaže takrat, kadar snema, ko vzgojiteljica ali učiteljica veselo pleše z otroki, to je ena prispodoba. Druga prispodoba pa je, ko otroci začarano gledajo učitelja tamle pred tablo in so vsi tiho in je učitelj kot na piedestalu učiteljica. Torej,
To so podobe iz preteklosti. Danes je resnica taka, da so otroci v šoli zelo sproščeni, kar sama zelo podpiram in je tudi prav. Otroci so zelo živahni, radovedni in drugačni, kot so bili nekoč, in tudi to je prav. In jaz zelo verjamem v mlade, tudi zato sem vesela, da je danes z nami Lucija kot naš glas prihodnosti tudi v parlamentu. In ja, na mladih svet stoji, če jim to mi, starejši, stari, če želite, dovolimo. Ob tem pa še odziv na tisto, kar je Lucija prej omenila, v parlamentu se malo pogovarja o šolstvu. Ja, zato ker mi ne kričimo, da kolapsiramo, mi ne kričimo, da nam je treba pomagati, ker ne moramo več, ampak dejansko smo na tem in pogovarjamo se o tem, kaj moramo storiti za otroke, kaj vse moramo kot družba, kot šole, kot del te družbe storiti za otroke. Pravzaprav se pa nikoli ne pogovarjamo o tem, kaj je potrebno storiti za šolnike. Pri čemer menim šolnike v celoti, ne samo učitelja, ki je v razredu, pač pa navsezadnje tudi čistilko, ki jo lahko nadere kdorkoli vstopi v šolski prostor in tako naprej. In ravno zato bomo na Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije vložili na odbor v parlament pobudo za varno in spodbudno učno okolje za šolnike. Namreč mi ves čas poslušamo samo za učence. Tudi za šolnike mora biti zagotovljeno. In če dovolite še tretja, prej ste omenili, zakaj se mladi ne odločajo. Zelo zanimiv pojav je bil v COVID času. Takrat so nam fakultete priskočile na pomoč, dejansko so spodbudili svoje študente, da so nam pomagali, ko smo izobraževali učence na daljavo. To je bilo zelo specifično delo, ki smo se ga tudi učitelji morali priučiti. Na srečo, kdor se ne more učiti, ne more biti učitelj, ne? Tako da je to šlo. Ampak kar je bilo za nas šokantno, tisti mladi, ki so nam pomagali, so se potem odločili, da ne bodo študija končali ali pa so ga končali in so odšli v druge poklice, ker so ugotovili, da si tako nespoštljivega odnosa ne dovolijo. In končno bi se tudi na vas odzvala, ko ste omenili ta šolska reforma, ki je odprla vrata. Pravilno je bilo. Mi smo to šolsko reformo krvavo potrebovali, zato ker časi Marije Terezije so že zdavnaj minili in čas je, da se tudi naše šolstvo obrne. Ampak nekako kot družba nismo bili zreli, da bi zmogli ohraniti pomen šolstva, pač pa smo samo odprli vrata in sedaj imajo starši vso besedo pri funkcioniranju v šoli. Od tega, ali bo otrok hodil v šolo ali ne bo, do tega, kako bo dobil, kakšno oceno bo dobil. In če nisem predolga, še eno reč, omenili ste notarja, ste delali primerjavo z učiteljem. Absolutno. Učitelj je nadvse kreativen, ustvarjalen poklic. Seveda, če to učitelju dopustimo. Zato učitelj mora imeti svobodo pri svojem delu. In zadnjič sem se pogovarjala z možem, ki mi je dal čudovito primerjavo, pa jo bom kar uporabila. Je rekel, ti vedno kričiš o tem pravilniku o ocenjevanju. Zakaj ga vi pravzaprav rabite? Saj naredite strokovni izpit, ne? Sem rekla, seveda. Je rekel, kdo pa zdravniku predpiše s pravilnikom protokole pri operaciji, potem ko naredi strokovni izpit? Kdo s pravilnikom gradbeniku predpiše protokole, potem ko naredi strokovni izpit? V nobenem poklicu ni tega, zgolj v našem. Lahko repliciram? Ja, seveda. Najprej, da ima tukaj, ki je bil nagovorjen. Ja. Jaz bi se zelo strinjal s tem. Mislim, da v skandinavskih državah tudi ne poznajo to vrstne šolske inšpekcije, kot jo poznamo pri nas. In to se mi zdi zelo fantastično. Torej, ko ti enkrat narediš izpit, ko dobiš izobrazbo, je to. Ne more ti nekdo gledati iza rame, torej te mikromenedžirati vsaki korak. In koliko ravnateljic je, ki dobijo neko anonimko, mesece in mesece pišejo, dopisujejo cele spise, po pol leta, ko so izmozgani psihično, fizično, živčno, pa ugotovijo, da je neutemeljeno. Torej, na podlagi nekih anonimk se izčrpuje neke zelo pomembne resurse, zmanjka pa tam, kjer bi moralo biti. Bi se pa navezal še na Marijo Terezijo, se mi zdi pa eno stvar bi pa morali obdržati. Zadnjič je bila oddajana Slovenija 1 ob 250-letnici šolstva, nekaj takega, in so na začetku tako fajn povedali, da ko je Marija Terezija vpeljala obvezno šolanje, je bilo enako ocenjeno znanje in vedenje. Mi smo ta drugi del dali pod mizo, se več s tem ne ukvarjamo. Torej, reklo se je, v predšolskem obdobju se otroke vzgaja, v šolskem pa še samo izobražuje. In mi malo posplošeno, ampak danes imamo vse zreducirano na točke in ocene.
vedenje, torej vzgoja, oblikovanje osebnosti in tako naprej, to pa kot da ni več tema ali pa področje vzgojno-izobraževalnega sistema. Pa še nekaj je Marija Terezija naredila odličnega. Kdor otrok ni poslal v šolo, je bil kaznovan. Danes tudi tega ni več. In to je še ena. Tako da je imela nekaj dobrih momentov. Zagotovo. Jaz sem se želela samo odzvati, da ne bi bila narobe razumljena. Jaz nisem rekla, ali pa morda je tako prišlo, da se mi ne pogovarjamo o šolstvu. Kar sem mislila povedati, je, da se v parlamentu pogovarjamo o šolstvu iz različnih vidikov, ne samo takrat, ko je zakon o osnovni šoli, recimo na odboru za izobraževanje, ampak pogovarjamo se o šolstvu, recimo, ko se pogovarjamo o integraciji, to je bilo že večkrat izpostavljeno. Pogovarjamo se o šolstvu zadnje čase tudi zelo veliko, ko se pogovarjamo o nasilju medvrstniškem, a ne? In v bistvu prav na odboru za pravosodje velikrat odpiramo te teme, tako da to sem želela poudariti. Zmanjka mogoče malo tudi ena kratka replika na, ko ste prej komentirali prejšnjo prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema, zmanjka med teorijo in zapisanimi stvarmi in aplikativnim, torej realiziranim področjem. Tudi vemo, da prvi razred ni bil zastavljen, predviden tako, kot se izvaja zdaj. Jaz mislim, da prvi razred bi moral biti neki približek male šole, kot je bila včasih. Torej, otrok razvojno-psihološko gledano 45 minut, 5,5, 6-letni otrok ne more sedeti in poslušati. Še meni je težko, pač je zanimivo, 45 minut. To pomeni, so potrebni neki novi pristopi, je potrebno razvijanje kreativnosti, ustvarjalnosti, domišljije. Človek, otrok se uči skozi igro, skozi neke delavnice. Mi, kar na univerzi vpeljujemo, vam povem, študenti so drugačni. Vas vabim k nam, da boste videli, kako izgleda pouk v prvem razredu. Natanko tako, kot ste ga opisali, kako bi moral biti. Skozi igro, skozi kotičke, otroci sedijo takrat, ko malicajo, ko 10 minut nekaj rešujejo, rišejo, sicer se pa gibljajo in tako naprej. In to je tisti pravi način. Se pa strinjam, da ni povsod tako. Ravno to, ja, da se popravim, posplošena ocena, kot pravi gospa ravnateljica, odvisno od šole. Na enih je tako, na drugih je drugače. To smo videli tudi v COVID obdobjih. Nekatere šole so izvedle to neko online poučevanje fantastično, super, druge popolnoma katastrofalno. Niso niti izvedli tega, da bi se zjutraj učiteljica javila, pa bi rekla, dragi otroci, rada vas imam, pogrešam vas, kako ste. Torej tisti minimum neke online interakcije, recimo zmanjka. Nekatere šole pa so to izvedle res fantastično, glede na okolje in kontekst, v katerem smo se znašli, tako da je zelo odvisno. Sam bi samo dodal, rekli ste, ja, da se ukvarjamo z integracijo. Pa tako, v zadnjem času se zdaj ukvarjamo, ali je prav, da v osnovnih šolah naprimer ni na jedilniku svinjina ali pa ne. Da, to so majhne malenkosti, ampak kot smo slišali, ne, prejšnji teden je pa minister za šolstvo po 2 letih, pa prihaja iz akademskih vod, dejal predsedniku vlade, sam bi rad šel nazaj v akademske vode. A se vam zdi to poraz ali pa celo napačna odločitev? Zakaj tako rečem? Zato, ker če se ti odločiš, da se boš kot minister udejstvoval in da boš nekaj primaknil, potem se pa po 2 letih odločiš, da bi šel pa raje nazaj poučevati, je nekaj tukaj v zadju. Verjetno nisi tako pogrešal, se bo čez 2 leti vendarle lahko to počel isto. Ni pa dokončal svojega dela. Jaz ne bi sodila odločitve, karierne odločitve drugih. Mislim, da to ni moje mesto. Menim pa, da je dobro, da imamo angažirane strokovnjake na različnih področjih, tudi v vzgoji in izobraževanju, ki se odločijo iti v politiko in odločijo tudi na tem nivoju prispevati svojim znanjem, da bi se zadeve obrnile pozitivno. In tudi ne bi rekla, da lahko že na tej točki, kot ste rekli, da ni zaključil svojega dela. Verjetno se bodo posledice tega, kar je bilo narejeno v zadnjih 2 letih in veliko že samo, če gledam iz vidika zakonov, je bilo spremenjenega, se bo to kazalo čez par let. Tako da vsaj recimo več športa v šolah, bolj strukturiran ta popoldanski program. Sam sem novinar zdaj skoraj 20 let in res je 22 ministrov smo na Ministrstvu za šolstvo zamenjali, podobna situacija je na zdravstvu, pa na kmetijstvu, pa vemo, kje so te resorji. Zato morda še eno vprašanje, ko je predsednik vlade prišel tudi vaši poslanski skupini predstaviti, kdo je novi kandidat. Kaj je rekel? Ne moram o tem govoriti zdaj javno, preden se je kandidat imel možnost predstaviti tudi na odboru, mislim. Zato, ker ga poznamo, se to sem želel reči. Ja. Ta kandidat ni nek novo ime, nov človek. Je pravzaprav nekdo, ki je poleti rekel, da gre pa zdaj z veseljem
v pokoj, zdaj pa je postal minister za šolstvo. A je to prava smer? Je to tisto, kar rečemo, da si želimo novo šolstvo, neke nove spremembe, pa je pravzaprav to človek, pa ne bom zdaj sodil, je delal dobro ali pa slabo, ampak vemo, kje šolstvo v tem trenutku je, in zdaj pride nekdo, ki je 40 let del tega sistema in ga je soustvarjal. Mislim, da sporočilo je bilo, da je zdaj glede na to, da je še toliko malo časa do konca mandata, da bo možna neka kontinuiteta. Ampak res dajmo mu priložnost kandidatu, da se predstavi na odboru, da odgovori na vprašanja, ki tudi sama jih imam, kakšne ima načrte še do konca mandata in bomo potem lahko ocenili. No, vi ga pa dobro poznate, dolgo časa ste delali s kandidatom, z bodočim ministrom za šolstvo, najverjetneje. Kako bi vi odgovorili na moje vprašanje, a je potrebno v šolstvu kaj spremeniti in ali je to človek, ki lahko prinese te spremembe, glede na to, da je soustvarjal to šolstvo, ki ga imamo praktično celotno zgodovino naše države? Doktor Logaj, o katerem govorite, prav gotovo odlično pozna šolstvo, se ga je preizkusil na vseh ravneh, bil je ravnatelj v osnovni šoli, srednji šoli, državni sekretar ali generalni sekretar na ministrstvu, pa direktor Zavoda za šolstvo, direktor Ciriusa in tako naprej, da ne naštevam. Torej, se moram kar navezati na mlado poslanko Lucijo. Časa je tako strašansko malo, da ne verjamem, da se da kaj dosti postoriti, verjetno pa tudi pokvariti, ne, če sem zdaj malo sarkastična. Vsekakor je, kako ne rečem, izkušen v šolskih vodah, zna se gibati v političnih krogih, tako da tukaj, če bo imel še voljo, glede na to, da je napovedal, da z veseljem odhaja v pokoj. Torej, če bo imel voljo nekaj postoriti na tem področju, prav gotovo je prilika in tudi prostor za to, da naredi. Prva taka reč, s kateri bi ga jaz prav gotovo pozvala, da si za njo prizadeva, če bi imela to moč, če bi imela ta vpliv, je, da zagotovi večji delež denarja iz BDP-ja za samo šolstvo. Pa tukaj vedno znova poudarim, ne govorim o plačah, govorim o denarju za programe, ki jih izvajamo. Namreč mi smo dolžni nuditi vrsto programov, pa enostavno ni denarja za to. Od kulturnega udejstvovanja za naše učence. Mi želimo imeti javno šolo, ki bo enako kvalitetna za vse otroke, pa tukaj spet ne govorimo o učiteljih, ampak govorimo o programih, o materialnih možnostih. Kako naj en otrok iz neke oddaljene hribovske vasi, kako naj bo deležen enakega kulturnega programa kot otrok, ki živi v Ljubljani. In po drugi strani, otrok, ki živi v Ljubljani, zagotovo ne more biti deležen toliko športnih dejavnosti kot otrok, čigar šola je nekje na podeželju, kjer samo stopi iz šole, pa je že v naravi in tako dalje. Skratka, to so stvari, za katere bi si želela, da bi si jih novi minister prizadeval v tem letu in pol, kot bo imel dejansko časa morda premakniti. Kakšen signal daje, na primer, predsednik vlade ali pa vlada, pa vse prejšnje, da ne bom slučajno kritičen, ko imamo 22, ne, samo zdaj, ja, da imamo 22 ministrov za šolstvo, ne. Tukaj je težko reči, to je neka kontinuiteta, belih knjig je bilo verjetno napisanih ogromno, to, kar ste sami rekli, potem pa se nič tudi ne uresniči ali pa premalo, čas se pa ves čas spreminja, ne vemo, COVID, digitalizacija, umetna inteligenca, pa da ne naštevam, integracija, danes imamo problem, ja, kar dopolnite me. Bela knjiga se uresniči, samo nihče tega ne preverja. To je tisto, kar je hecno. Zakaj pišemo bele knjige, če potem ni narejena resna analiza, kaj od tega je bilo realizirano? Se opravičujem za ta sklic. Še ni bila nobena narejena, ne? Na vseh področjih. Analiza, ne? Ja. No, sej, kakšno je to sporočilo, torej vseh teh naših vlad, ko govorimo o šolstvu, kako pomembno je, da je to steber slovenske družbe, potem se nam pa vse to dogaja, kar praktično vsak dan vidimo, no? Torej, jaz osebno sem apolitičen, kar ni možno biti, ampak v kolikšni meri se pač da biti. Jaz se vidim pač v vlogi enega strokovnjaka, recimo, tako da politično sem tu nekoliko zadržan. Presojam pa nekako po rezultatih, po sadovih ali pa po golih, ki padejo. In politično gledano, pa tudi kot strokovnjak, to nenehno menjavanje gotovo izraža eno nestabilnost, eno negotovost. Prej mi je na misel prišlo, mislim, da pri drugem vprašanju, ko je gospa poslanka komentirala, jaz mislim, da bi morali veliko delati na tem, da bi ozaveščali in državljane in predvsem
politike, da je vzgoja izobraževanje, po mojem mnenju, najpomembnejše področje v državi. Najpomembnejše področje. Ker vzgojni izobraževalni sistem oblikuje, formira ne samo na strokovni ravni, ampak osebnosti, ki bodo v prihodnosti, ki bodo direktori, ki bodo politiki. Zelo pomembno je, z kakšno moralno integriteto nekdo v politiko vstopi. Zelo pomembno je, kakšen je moralni pedigre nekega direktorja. Ljudje na vodilnih mestih, vemo, so zelo podvrženi raznim skušnjavam, če tako rečemo. In je zelo pomembno, kakšni so ti ljudje kot osebnosti. In se mi zdi, da smo v teh 2-3 desetletjih nekako vse politike, ne govorim leve ali desne ali kakorkoli že, ampak mislim, da so vse imele en mačehovski odnos do vzgoje izobraževanja, ki je tam nekje. Zdaj pri tej vladi se je začelo na veliko govoriti, kar se mi zdi zelo dobro. Zdaj, kaj bo iz tega nastalo, je drugo vprašanje, ampak se mi zdi zelo dobro, da so se pa te teme dejansko naslovile. Gotovo so k temu pripeljale torej situacija, ki je res kritična, ki poka že po vseh šivih, ampak vendarle tako, da iz tega vidika torej državljani dobivajo en občutek negotovosti, nesigurnosti. Na področju vzgoje in izobraževanja bi nujno morala biti zastavljena neka kontinuiteta in jaz mislim, da je vloga politike, da uredi plače in da vzpostavi čim bolj idealno okolje za delo strokovnjakov. In kar se tiče vzgojno-izobraževalnega sistema, se mi zdi, če prihaja iz akademskih krogov, iz visokošolskih profesorjev, je to zelo vprašljivo. Ker akademiki smo zelo nagnjeni k toplemu kabinetu in sestankom tako približno tej sobi, kot smo zdaj. Treba poslušati ljudi, ki so vsakodnevno z otroci, z Metko, z Davidom, z Juretom in tako naprej, ki jih vsakodnevno vidijo. Gospa ravnateljica ima tukaj močno veliko besedo. Biti politik, biti akademik je vedno malo vprašljivo. In jaz mislim, da bi v to smer se morali obrniti in ljudje iz prakse bi morali imeti glavno besedo. Torej, politika mora omogočiti pogoje za strokovno delo. Torej, vzgojno-izobraževalni sistem nikoli ne sme biti nekako vodeno ali kakorkoli že na nek ideološki ali politični ali katerikoli drugi način. Se mi zdi zelo dober razmislek v tej smeri, mi je večkrat prišlo na pamet, da bi mogoče vzgoja izobraževanja ali ministrstvo ali pa del ministrstva moralo biti kot ena kontinuirana agencija, ki tudi z menjavo vlade eno jedro ostane enako ravno zaradi kontinuitete. Mislim, da na Finskem, pa nisem prepričan, ampak vem, da v določenih skandinavskih državah imajo urejeno v tem smislu. Ne, da se za vsako garnituro menja vse ostalo. Pa pride nova garnitura in najprej se matra, da dokaže, kaj so vse oni prej delali narobe, zdaj bomo pa mi vse drugače. Ne? Vse kolobari zgodba. Ne? Samo razvijem, ker mi je res zanimiva bila ta slika, da res plače mora politika urediti in pa okolje, da lahko strokovnjaki delajo. In če pomislimo na zahteve zdravnikov, recimo, ima iste zahteve. Sodnikov, isto. Plače, pa da lahko stroka dela. Tako da jaz se strinjam s tem, jaz mislim, da je res to nek cilj, kako bi mogli delovati. Ker ravno s tem lahko opolnomočimo strokovnjake in potem jih ne rabimo tako regulirati. Tako. In potem lahko imamo eno mal bolj načelno določbo in zaupamo strokovnjakom, da jo bojo v okviru svojih v bistvu etičnih in vseh drugih standardov, ki jih zavezujejo, najbolje, kako bojo lahko uresničevali. Tako da jaz se strinjam, da je to nek način, kako lahko delamo. Trenutno smo pač v situaciji, kjer imamo, kot ste rekli, predvsem na šolstvu toliko teh aktov in podzakonskih in zakonskih. In ena izmed zavez, ki je dala trenutna ministrica za pravosodje, ki mislim, da je dobra in bi jo mogli bolj dosledno začeti izvajati, je ravno to preverjanje implementacije aktov, ki jih že imamo. In nekako zasledovati temu, da res obdržimo tisto, kar je nujno. Seveda pa je to lahko reči in pol težji narediti, ker z vsakim aktom, ki ga imaš, veliko lažje ga je sprejeti, kakor pa pol dati stran, ker noter ureja določene zadeve in moraš res 3-krat je premalo preveriti, da nič s tem potem ne ogroziš, ko ga daš stran. No. Ampak to načelo se absolutno strinjam in mislim, da bi mogli k temu stremeti. Jakor? Tole, kar smo zdaj slišali, to samo kaže na to, kako nezrel je ne samo Slovenija, ampak na splošno Evropa.
Mi ne ločimo, torej ne ločimo anarhije od demokracije. In to, kar imamo mi, je čista anarhija. Pri nas se pogovarjamo, kaj je moja pravica, me, myself and I, jaz, poslušamo. Demokracija pač vedno pravi, ja, moje pravice so omejene s pravico drugega. Tukaj tega pri nas ni. Ampak bila sem pa presenečena, tako da hvala prvič sem od akademika slišala, da je nujno slišati tudi glas praktikov. Namreč včasih zelo radi so ljudje uporabljali vi strokovnjaki in mi učitelji. Jaz vedno pravim, mi smo oboji strokovnjaki, samo da eni na teoretičnem, akademskem nivoju in drugi na praktičnem. In verjamemo to, da moramo sodelovati. Zato hvala lepa, da ste danes povabili na tak način, da smo tukaj teoretik, praktik in politik, da tako rečem. Torej predstavniki vseh treh vej, ki so tako zelo pomembne za to, da šolstvo ne samo obstane, ampak napreduje. Namreč samo verjamemo to, da teoretiki vidite stvari daleč naprej. Praktiki jih vidimo tukaj in zdaj in morda do naslednjega ovinka. Politiki ste pa tisti, ki odstirate ali pa zapirate poti. Tako da to naše skupno sodelovanje, skupna usmerjenost v to, v neko, torej skupno poslanstvo lahko premakneta voz naprej, da bojo ponovno vsi te poklici spoštovani, pa ne samo ti. Tudi trgovka, ko včasih vidim, kako se ljudje nesramno obnašajo do trgovca, trgovke, ki se tam trudi, da nam ustreže in tako naprej, se mi zdi nedopustno. Kdaj smo izgubili to spoštovanje do sočloveka? Ja, da sem se upal odzvati danes na povabilo in tukaj se usesti pred mikrofon. Ni samo akademsko področje, ampak tudi predvsem praktično. V življenju sem delal z več tisočimi otroci, stotinami, tisoči učitelji, pedagoški delavci, z starši. Vrsto let vodim, organiziram take ustvarjalno doživljajske tabore za otroke, tako da tudi ob vsej zaposlenosti akademski še vedno nekako ohranjam ta stik, vsakotedenski, vsakomesečni, vsakoletni, in ravno to se mi zdi tako zelo pomembno, ta vpetost v konkretno prakso. In mogoče še ena zadeva, ki jo mogoče malo pozabljamo tudi danes, da rešitev ni samo vrtčevsko šolsko okolje, ampak začne se vse v družini. Šola, vrtec je samo podaljšek domače vzgoje. In če v družini oče ne nauči mama otrok spoštovanja, odgovornosti, samostojnosti, kaj bo potem naredila šola? Me, myself and I zelo dobro opisuje današnjo vzgojo, ki je permisivno obarvana, ki je v središče dogajanja sveta vsega postavila otroka. In on je tako vzgajan, že od rojstva naprej, se vse vrti okrog njega in pride v življenje, in ko ugotovi, da temu ni tako, so psihodrame, je rezanje, samopoškodovanje, so anksioznosti, depresije. Ne vem, če veste, ampak v zadnjih 25 letih se je duševno zdravje v Sloveniji poslabšalo za 70%. Mi na sistemski ravni, tudi politični, mi gledamo kot gnoj. Nas to sploh očitno ne zanima. Mi govorimo o zlatih maturantih in točkah, nihče pa ne govori o hospitalizaciji, koliko trdih drog, poživil se absorbira, zlorablja že v področju srednjega šolstva. Ampak pri družinah treba začeti, v vrtcih treba začeti. Tam se je zgodilo tisto ključno, ki je prav tako v tem kontekstu prenove in nekega humanistično-družboslovnega vetra, ki je šel v to svobodo brez odgovornosti. Ampak mi o svobodi ne moremo govoriti, če ne govorimo v istem stavku tudi o odgovornosti. Ker drugače govorimo o samovolji, svobodnjaštvu. In danes, če pogledamo otroke, vam povem, veliko me kličejo, imamo teh nekih kriznih intervencij, kriznih sestankov. Zakaj? Ker otroci preprosto vedo, južni bratje bi rekli, ne može mi niko ništa. Oni lahko delajo praktično karkoli hočejo. Bodo pokrili starši, bo pokril sistem, kdorkoli že. Či danes, pa veste, mi toliko govorimo, koliko je nadarjenih, genialnih in tako naprej. Ampak danes, če otrok dobi negativno oceno, kdo ima problem? Problem ima šola, učitelj, ker ali nima pravi metod, prav ne uči ali kakorkoli že, in potem učitelj se matra in otroku reče, daj se nauči, kdaj si boš popravil. Skratka, on nosi to skrb. Drugi, ki ima odgovornost, so pa starši. Pa starši z njim sedijo, delajo naloge, najamejo inštrukcije in tako naprej. Edini, kdor nima problema, tudi v oklepaju odgovornosti, je otrok. In pol se dogaja to, da jaz grem po univerzi in na hodniku srečam, večkrat rečem,
1,90 m fanta in zraven malo mamico. In ko rečem, dober dan, vam lahko kako pomagam, Odgovorijo. kaj mislite, kdo spregovori? Ona, ne? Mama. Kdo ima mapo z papirji v rokah? Mama. On samo gleda okrog. A lahko nekaj o Seveda, duševnem zdravju Seveda. dodam? Ali ste imeli kakšno? Ne, ravno to sem želel prenesti zdaj. Ja. Ja, o duševnem zdravju se dejansko zelo veliko pogovarjamo. Jaz bi rekla o teh tem, vsaj med mladimi. In to je bila glavna tema v kampanji, ko smo pisali program za mlade, kar mislim, da je bilo dobro iz vidika naše politične stranke, da so pustili dejansko ta del mladim, da ga napišemo. In vsako leto do zdaj, ko smo imeli otroški parlament v Državnem zboru, smo govorili o duševnem zdravju in meni je to tako zanimivo, da ne morejo nehati govoriti. To, ko imajo veliko zapovedati in deliti z nami, kaj bi se mogli spremeniti. Ena izmed glavnih priporočil letos je bila, da je za starše treba imeti delavnice, kako se naj pogovarjajo o duševnem zdravju. In to otroci povedo. Ja, ne, to odrasli, otroci sami povedo. Ja. Otroci vse povedo. In meni je to bilo zanimivo, zato ker, kolikor se jaz spomnim iz osnovne šole, ponavadi, pa tudi zdaj na faksu, ko sem videla, nismo načeloma Slovenci, Slovenke, tako da bomo dvigovali roke, pa bili zelo glasni. Ampak tle, ko so pa imeli to temo, pa so imeli možnost spregovoriti, so pa zelo veliko povedali. In zato smo mi tudi oblikovali v tem mandatu klub mladih poslancev. In to je en klub, kjer se združujemo vsi iz vseh strank, mladi poslanci, ki smo bili izvoljeni, ravno zato, da damo eno platformo ali mladinskim organizacijam ali posameznikom, ki želijo dati kakšne predloge naprej in se morda ne želijo politično opredeliti, ker to zaznavamo iz družbe, da mladi danes manj, recimo so za tradicionalne politične stranke, ampak jih bolj aktivizem za določene teme zanima. In v okviru tega kluba smo, zdaj mislim, da že 2 leti, dali pobudo na Ministrstvo za zdravje glede duševnega zdravja, več vprašanj, en izmed njih je bil tudi, da bi se vključil ta pregled v sistematske preglede in to se v bistvu zdaj že izvaja, nek pilotni projekt, ki je z novim letom se začel, tako da bomo videli, kakšne rezultate bo to dajalo in če bo lahko tukaj kaj pozitivnega, preventivnega delovanja, drugače pa na področju duševnega zdravja se trudimo in je ravno prestal javno obravnavo zakon o psihoterapiji, ki bo pomembno reguliral to področje, da bodo potrošniki in tukaj tudi mladi, ki se nažalost zadnje čase vedno bolj soočajo s to problematiko, ko bojo napisali v Google, da potrebujejo pogovor s psihoterapevtom, da tiste ljudi, ki bojo tam dobili, da bodo imeli neko izobrazbo, da bojo imeli licenco, kateri bojo lahko zaupali, ker trenutno pač tega Pa se ni. tukaj sicer lahko vrnem, ampak bom samo dodal začetku našega pogovora, psihoterapeuta je pa tako malo, da je potrebno čakati več časa, da prije sploh na vrsto. To so klinične psihologe, mislite, in Da. psihiatre, ker psihoterapeut trenutno še ni reguliran No, poklic, sej, ampak se teh je vrnemo- veliko več. Ja. Da, ampak manjko tudi to. Ja. Vem, da ste mlada, kot ste rekli, tudi ta klub mladih poslancev. Študirali ste v Ameriki, a ne? Nekaj časa ste šolanje tam upravljali. In šolala ste se tako. par let. Kako bi torej skozi ameriške oči videli slovensko šolstvo? A je moderno, a gre v korak s časom? A se dovolj hitro obračamo? Jaz ne mislim, da so te pridevniki, ki ste jih uporabili, nujno pozitivni ali pa kar bi morali zasledovati v šolstvu. Gotovo je naše šolstvo drugačno od tega, ki je bil v Ameriki, in jaz ne mislim, da v negativnih vidikih sploh, večinoma v pozitivnih. Jaz mislim, da če bi mogla pod črto oceniti, koliko sem se naučila, predvsem v obveznem šolstvu, v Sloveniji, v primerjavi z Ameriko, sem v Sloveniji dobila veliko boljše znanje, ki je z mano ostalo pač do danes. Res trdne temelje, predvsem iz naravoslovnih ved, jeziki, ne vem, jaz nisem bila toliko za jezike v osnovni šoli, sem bila bolj za te, ampak recimo samo matematiko, če razmislim, znanje in kemijo, če primerjam, res veliko boljše v Sloveniji. Je pa en element, ki mi je pa ostal z mano iz ZDA in mislim, da je pozitiven, pa bi ga morda v Sloveniji lahko bilo več, je pa to opolnomočenje posameznikov. In ne mislim samo z vidika pravic, kot smo se danes že pogovarjali, ampak tudi z vidika dolžnosti, ker en opolnomočen posameznik se zaveda tudi svojih dolžnosti in to mislim,
da mi je dalo izobraževanje v ZDA. Da kadar imaš vprašanje, da ga znaš vprašati, da te ni sram vprašati, da meniš, da je tvoje mnenje pomembno, ampak hkrati, da znaš to narediti na spoštljiv način. In to opolnomočenje, menim, da mi je dal ameriški sistem. Spomnim se, vsako jutro smo imeli v osnovni šoli novice, ki so jih učenci povedali, kdo je imel rojstni dan, kakšne take zadeve. In na koncu so vedno rekli, ne pozabite, odločitev je vaša. To je bil moto. In spomnim se, kako so moji starši, ki so celo življenje odraščali v Sloveniji, še prej Jugoslaviji, bili presenečeni, wow, da to učijo že tako zgodaj. Želel sem slišati to, da nekdo, ki je študiral ali pa se učil v Ameriki, reče, da je slovenska šola vendarle boljša, in to je res. Ko pogledamo rezultate naših učencev, to pred kratkim, zdaj me boste vi seveda verjetno popravili, smo se lahko trkali po prsih. Slovenski učenci znajo več geografije, zgodovine, matematike, jezika, zdaj dodajamo prvi jezik že v prvi razred, pa drugega kmalu potem. Skratka, ko pogledamo in se primerjamo, tudi sam, kot sem veliko potoval po svetu, vidim, da imamo pametne otroke. Ampak ali ta način ob teh otrocih, kot jih imamo, lahko še vzdrži? Ali lahko ta nivo držimo še naprej, glede na to, da nimamo dovolj učiteljev? Ali lahko take rezultate žanjemo, glede na to, da se večino časa ukvarjamo s problemi, ne pa z nadarjenimi učenci, še naprej? No, vsi rezultati so že tukaj. Ne samo mednarodni, že precej let nazaj so jih napovedali naši nacionalni preizkusi znanja, tako da je bilo očitno, da vendarle ta nivo pada, kar ni presenetljivo glede na to, da dobršen del programov več ne moremo izvajati, niti ni bilo včasih nujno zaradi učiteljev, pač pa zaradi samih financ spet, pa smo spet na istem začetku. Nekaj drugega ste me spodbudili, pa mi je zdajle vmes, enostavno sem zgubila nit. Ne, žal, ne morem, zgubila. Bom pa tukaj še samo dodal, je to, kar smo slišali, ne, da če nekdo iz Amerike vidi slovenski sistem, pa je oba preveril, reče, ta del je v Sloveniji vendarle boljši, a lahko to vzdržujemo še naprej? A nam bo to uspelo, glede na to, kakšne otroke imamo, kakšne starše imamo in kakšen sistem imamo? Ja, prvo se moramo vprašati, rekli ste, če nam bo to uspelo, se moramo vprašati, kaj je sploh uspeh. A je res uspeh, da je nekdo odličen? Ni nujno, ker mogoče bo drugi dan naredil samomor. Torej, želim razširiti, da niso samo ocene, da niso samo točke. Jaz mislim, da bi se morali zelo resno, ne nek new age, tako, ampak se vprašati, a so naši otroci srečni? A so naši otroci zadovoljni? Recimo, otrok, antropološko gledano, se rodi radoveden, radoznal. On hoče vedeti, zakaj ati ne more roditi. Zakaj? Vsaka, ki je mama, ve milijon vprašanj. Kaj mi delamo narobe, da če delate anketo, ko gredo v šole, otroci načeloma ne radi grejo v šolo? Bi se morali zelo resno vprašati. Torej, sreča, zadovoljstvo. Zelo težko je primerjati Ameriko z Slovenijo, ker Amerika, morate reči točno katera šola, ker je toliko razlik od države, od šole, od mest, ali državna ali privat, da se to praktično sploh ne da primerjati. Še ena kratka replika, če smem, ko je gospa poslanka govorila, da se veliko govori o duševnem zdravju in tako naprej. Na univerzi imamo senat in mi 4 ure govorimo, moje področje je kakovost študijskega procesa, 3-4 ure govorimo o kakovosti študijskega procesa, kako povečati interaktivnost, da uvesti treba uvodne naloge, vmesne naloge, da se študenta spremlja in tako naprej. In jaz po 4 urah imam zelo fajn občutek, da smo naredili ogromno. In srečam nekoga na hodniku, me vpraša, kako je bilo, in verjamem, danes smo ogromno naredili za dvig kakovosti študijskega procesa. V resnici pa lahko da čisto nič. Ker en dekan bo to zelo zagrabil, bo zelo motiviran in bo to tudi vpeljal do svoje katedre in do študenta. Nekateri bo pa šel domov na kosilo, na kozarec vina, pa bo že pozabil, kaj bi bilo na senatu. Kaj želim reči? V parlamentu se lahko ogromno govori, ampak to še ne pomeni, da se bo karkoli spremenilo. Jaz sem znanstvenik, štejejo rezultati. Gol je ali ni. Zmaga tista ekipa, ki gol da. In to se mi zdi ena nevarnost, ki je v vseh krogih, ne samo v politiki, vedno nevarno. Eno je govoriti, pisati, drugo pa je to tudi nekako realno izvesti. V parlamentu smo imeli, mislim, da je bilo maj 2024,
Sva se tudi srečala, ampak nadaleč tam. In takrat par strokovnjakov nas je bilo povabljenih, da podamo neko svoje mnenje glede problematike vzgojno-izobraževalnega sistema. Zdi se mi pomembno, ne da samo da ostanemo pri analizi, kako je hudo, kako je težko, kako se nič ne da, ampak kaj se da narediti. Takrat sem se izpostavil in ministru in državnemu zboru predlagal, da bi nemudoma uvedli eno prepoved nošenja telefonov v šole, ker je to povezano z duševnim zdravjem, z razvojem možganov, lahko 1 uro zdaj govorim. In takrat je recimo minister imel vzvode in stroko in jaz vam iz terena povem, ker sem skozi po šolah in vrtcih, čisto vsi podpirajo. Tudi starši vsi podpirajo. Ampak takrat se recimo ni zgodilo. In je to en hiter in pomemben korak k utrjevanju varovalnih dejavnikov za duševno zdravje. Recimo tako, da se mi zdi ta razkorak v političnem prostoru, eno je govoriti, drugo pa je potem glavni izziv, da se to res nekaj naredi, premakne. Ravno zato sem želela, če lahko na hitro repliciram, oprostite, razen če... sem želela povedati nekatere stvari, ki se že izvajajo, ne? In to je recimo pregled duševnega zdravja v okviru sistematskega pregleda in pa ta zakon, ki je že prestal javno obravnavo, ne, za psihoterapijo, da se to področje uredi. Glede telefonov je pa dejansko, ne vem, koliko lahko to že povem, ampak pripravljena novela zakona ravno zato, čeprav po nekaterih informacijah imajo že zdaj šole to pristojnost in lahko, če želijo, z internimi akti to omejijo. In jaz se ne strinjam s prepovedjo telefonov v šolah, pa bom tudi utemeljila, zakaj. Jaz se torej absolutno menim, da mora biti nepooblaščena uporaba telefonov v šolah prepovedana. In če prijete vi k nam na šolo in imate telefon, vas bom zagotovo ustavila in bom rekla, oprostite, pri nas na šoli ne dovolimo pogovarjanja po hodnikih. Prosim, če ga pospravite ali pa greste ven. In tako z vsakim ravnamo. Z učencem, odraslim, kakorkoli. Ampak, kdo danes pravzaprav mlade uči telefone uporabljati? Nihče. Starši jih porinejo v roke in so prepričani, da otrok to vse zna, ker zna pač uporabljati aplikacije. In sama verjamem, da je poslanstvo šole, da pravzaprav otroke nauči uporabljati to čudovito napravo, ki nudi tisoče možnosti, ne zgolj uporabo nekih blentavih aplikacij, etc. Torej, sama ne podpiram prepovedi nošenja telefonov, podpiram učenje rabe telefonov v šolah, absolutno pa ne pooblaščene rabe pa ne. Sem se pa vmes spomnila, se pravičujem, je res prejle šlo. Slovenija je na mednarodnih raziskavah še vedno relativno visoko kotira v znanju. Tisto, kar se pa čedalje bolj izraža, je pa naš manko na področju ustvarjalnosti, kreativnosti. In tukaj je pa področje, kjer bi morali bolj delati, in to se kaže tudi v parlamentu, kar smo prej slišali, kadar je otroški parlament, so danes otroci proaktivni, so glasni, se upajo oglašati in ta trend je že... Torej, smo že šli temu naproti, kar je tudi pravilno. Morda moramo, torej, ko bomo enkrat dosegli še to sprostitev, da učiteljski poklic ne bo tako zelo nadzorovan, predpisan in normiran, takrat bo morda tudi več prostora za ponovno vzpostavitev tega spoštljivega odnosa, ki ga v resnici otroci še vedno čutijo do svojih učiteljev. In če gremo pogledati v nižje razrede, tam še vedno otroci obožujejo svoje učitelje, učiteljice, ki jih vidijo, še vedno jim sledijo slepo. Potem jasno, v puberteti se ta reč prestavi in tudi mladostniki še vedno na nek način obožujejo svoje učitelje, čeprav seveda nimamo pojma, pa ničesar ne razumemo, pa vendar nam sledijo in nas spoštujejo, dokler ne posežejo v ves ta proces zunanji dejavniki, kot so neodgovorni starši, ki ni nujno, da so apatični. V šolah imamo raje apatične starše kot hiperprotektivne. Ti delajo pravo škodo. In v resnici je zelo, zelo malo takih družin, ki so idealne za vzgojo otrok. Torej, da so starši v resnici zelo, zelo zahtevni, ne pa pretirano zahtevni in hkrati zelo ljubeči. Jaz temu vedno rečem, odrasli moramo otrokom nuditi blazino, da ne pade pretrdo na svojo ritko. Mora pa pasti. Lahko, ja, samo ker smo
počasi pri koncu, kar izvolite. Ja, pa imam potem še zadnje vprašanje, ki se navezuje na to, kar smo slišali. Ja. Ja, samo kratka replika, kar se tiče zakona o duševnem zdravju. Upamo, da bo uspelo, ker v Sloveniji se to mrcvari že 30 let, ampak tudi, če ga danes sprejmemo, kar se tiče duševnega zdravja otrok in mladostnikov, bodo rezultati vidni verjetno čez 5 ali 10 let, ampak ko govorimo o zakonu o psihoterapiji, govorimo pravzaprav o kurativi. Glavni izziv pa se mi zdi preventiva na področju vzgoje in izobraževanja. Kar se tiče telefonov, bom zelo hiter, raziskovalno se veliko s tem ukvarjam, v stroki govorimo o digitalnem kokainu, digitalnem heroinu, ker zasloni na možgane vplivajo enako, identično kot trde droge. Vsak ravnatelj ne more biti boja zase. Najdejo se iz terena 2-3 starši, rečejo, jaz mojemu sinu kupim iPhone in vi to nimate pravice. In ravnatelji so utrujeni od teh nenehnih bojev. Imajo rešitve, dajo v torbe ali v neke predalčke, ampak veste, to so tako kot vikend alkoholiki. Čez teden zdrži, z mislimi pa je že za vikend, ko bo lahko šel s kolegi ven. Za mene je to sistemski problem, ki ga treba sistemsko reševati. Mi rabimo prepovedi. V Sloveniji ne smeš voziti pijan. Mi ne moremo, dajte se vi na občini ozavestiti, pa da se boste tega držali. Ne. V Sloveniji se vozi po desni strani in to je pravilo. Ne more občina tu reči, ja, mi bi se pa vozili po levi. Zato jaz vidim rešitev na tej sistemski ravni in kot vidite, trend v svetu vedno več držav je, ki to uvaja in jaz mislim, da je to smiselno in konstruktivno. Gotovo pa verjamem, da na kakšni šoli tudi na ta način se da to dobro izvesti, če imajo tako dobro, kakovostno in ravnateljico z močjo, v tem pozitivnem smislu z močjo, ker če imaš oblast, nimaš pa moči, se prav tako ne vodi spremeniti. Pri meni mama tolkla po mizi. Moj otrok ima lahko telefon, sem jaz rekla, ja, gospa, po mojem mizi ne boste tolkli in lahko ga ima pri vas doma. Tako. In tako je bilo. Še en krog na koncu, pa bi se navezal na to, kar ste rekli, ko ocenjujemo kvaliteto našega slovenskega šolstva. A mislite, da je treba se pogovarjati tudi o nacionalnem preverjanju znanja, da bi ta vendarle moral imeti večji vpliv za to, kar se potem vpišeš naprimer na srednjo šolo ali pa na gimnazijo, ali bi morda bilo vredno pokukati tudi čez mejo, kako to počnejo Avstrijci, ko imajo nekaj več vajeniških programov, ker vidimo, da danes otroci bi kaj delali, ampak ničesar ne počnejo vse tja do časa, ko je treba začeti nekaj delati. Tudi igro ali pa to sproščenost ste omenili, našel sem en program, ki ga na Kitajskem uvajajo, pa me boste verjetno vi popravili, AnyPlay ali nekaj podobnega se reče, ko se vse učiš skozi igro in so tudi Kitajci, ki so nek monstrum za to, kako svoje otroke usmerjati v prihodnost, ugotovili, da zelo pomaga. A je treba tudi, zdaj ko bomo dobili novega ministra, pa morda kakšna ideja za poslanko, da ga bo vprašala, razmisliti tudi o tem, da je treba kakšne korenite spremembe pa vendarle narediti in upeljati. Najprej ste začeli z NPZ-ji. Ja. Ker tega že imamo, a ne? Ja, NPZ, sama sem vedno videla nacionalne preizkuse znanja kot nek poligon, na katerem se otrok preizkusi, kaj že zna in v čem je dober in kje ima še prostor za izboljšanje. Zato sama zelo zagovarjam možnost, da bi otrok v zadnjem razredu, se razume, imel več možnosti za pisanje nacionalnih preizkusov znanja, zato da lahko pokaže največ, kar zna. In en sam rok zagotovo k temu ne prispeva, otrok ima lahko samo slab dan, karkoli drugega, ampak o tem ne bi razpredala. Potem dalje ste rekli igriv način, igriv pouk. Tega je v sedanjih šolah že zelo veliko. Žal, tako kot je prej gospod profesor rekel, preveč temelji na dobri volji posameznega šolnika, posamezne šole, posameznega ravnatelja, kakorkoli. Tudi tukaj imamo zelo dobre prakse, tudi pri nas, šola Montessori, gozdna pedagogika, Waldorfska šola. To so vse nejavne šole, ali pa vrtci, ki razvijajo sistem skozi gibanje, skozi igro in tako naprej. Je pa tudi v rednem programu sedaj zelo veliko dobrih programov, recimo kot izobraževanje ala Brain Gym, pa Fit pedagogika, Fit for Kid ali nekaj takega se imenuje. Skratka, to so vse programi, kjer se pravzaprav otrok skozi gibanje, skozi igro uči in na ta način veliko lažje usvaja znanja. Tako da to so vse priložnosti za izboljšanje, če bomo šole lahko dihale
Dokler smo pa zadušene z vsem, je tako, kot ste prej dobro izpostavil, če je učitelj proaktiven, pa od otroka zahteva več, jih dobi po glavi in potem se vprašamo, zakaj bi se pa matral, če za isto plačo imam bistveno večji mer. Za koga že, če staršem tega otroka ni mar, da ga bodo naredili invalida s svojo hiperprotektivnostjo, zakaj bi se jaz potem za to dodatno obremenjeval, če sem za to samo kaznovan? Torej, dobili bomo novega ministra za šolstvo. Kaj bi ga vi vprašali ali pa kaj bi morda prenesli na politični parket, da mu postavi vprašanje ali pa vsaj kakšno smernico, ki bi jo lahko do konca še uresničil? Prej ste dobro rekli pri eni stvari, pa ne bi bilo treba veliko razprave. Jaz mislim, da je rešitev za vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji holistična, celostna, celovita prenova. Ne samo neke parcialne, v določenih vidikih všečni vidiki, ampak celovito, holistično, celotna prenova. Šolam, vrtcem, pedagoškim inštitucijam treba absolutno povrniti eno strokovno avtonomijo in dvigniti dostojanstvo tega poklica. Pri vzgojno-izobraževalni prenovi je potrebno gledati holistično, to pomeni, moramo gledati izobraževanje, NPZ, ja, zajemamo ocene. Treba preveriti, da vidimo, kje smo, ampak so še drugi elementi človeka oziroma osebnosti. Torej, vrniti je treba v šole tudi izobraževanje, skrb za duševno zdravje in, kar je glavno poslanstvo vzgojno-izobraževalnega sistema, oblikovanje osebnosti, osebnostnih lastnosti. Samostojnost, odgovornost, identiteta, avtonomija, kreativnost, ustvarjalnost. Einstein je dejal, kaj je pogoj za genialnost. Einstein, nekdorkoli, pravi domišljija, ne IQ. Vi imate ogromno zadrogiranih, zapitih, zelo pametnih ljudi. Domišljija pa je področje ustvarjalnosti in kreativnosti. In jaz mislim, da je to izziv za ministra. Mi je žal, da je zdaj v polovici, ker to je tako zelo nehvaležno, na polovici poti en štafeto, da drugemu bomo videli, kaj bo, upamo na najboljše, ampak to so velika vprašanja in jaz mislim, da je glavni izziv to, da bo politik znal tudi sebe na nek način depolitizirati in bo večjo besedo težo dal stroki, ki vsakodnevno dela z otroki in se vsakodnevno srečuje s to problematiko. A smo vam dali kakšne dobre izhodišča in ideje za vprašanja? Ja, seveda. Jaz bi mogoče dodala samo še misel o NPZ-jih, pa o teh točkah, o katerih veliko govorimo, da so stresne na eni strani, vprašljivo, koliko odražajo to, kako bo nekdo uspešen v prihodnosti. In je veliko idej, kako lahko v bistvu naredimo te postopke bolj, ne vem, tudi dinamične, da se dajo ali neki preizkusi, te sprejemni izpiti in take zadeve. Jaz bi tukaj sami svoje izkušnje povedala še, da sem šla tudi čez en postopek prijav, sicer na fakultete, kjer točke niso bile vse, v bistvu sploh ni, točke so bile minimalni pogoj, ampak tudi vsi so imeli recimo dobre točke in ti to ni zagotovilo uspeha. In moram reči, da tudi to bilo zelo stresno. Tako da jaz imam občutek, da bo v vsakem primeru to stresno, kar pa ni nujno slabo, ker v življenju so situacije, ki so stresne tudi potem, ko smo odrasli. In tukaj bi se navezala na duševno zdravje, kar ste izpostavili in se strinjam, da v bistvu delamo na tem, da bo družba cenila ljudi širše, kot to, kakšne točke imamo samo. In da to ni vse. In da moramo delati na nekih, kako bi temu rekla, močnih skupnostih in to bo tudi preventiva pri duševnem zdravju, ni treba, da ima vsak svojega psihoterapeuta. Jaz absolutno ne mislim, da je to rešitev, ampak da se spominjamo in opominjamo, kako se pogovarjati, kako skupaj reševati težave in da v bistvu to šteje naša osebnost, kakšne odnose imamo. Veliko, ne samo točke, ki jih dobimo. Razvijanje socialnih veščin. Ja. In tako bomo tudi končali. Hvala vsem trem, da ste si vzeli čas, da smo se poslušali in da smo si kaj povedali. Upam, da bo vsak od tega kaj odnesel, predvsem pa tudi vi. Hvala, da ste bili z nami. Dobra debata o slovenskem šolstvu je za nami, pa ne zaradi mene, ampak zaradi gostov, ampak takšnih debat bo potrebnih še ogromno, zato da bomo naše otroke, kot smo slišali, opomno močili, da bodo živeli predvsem bolj kvalitetno in da bodo spoštljivi do vseh tistih, ki so okoli njih. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.